To je Katarina. Srečna je. Pred nekaj tedni je Katarina odkrila izdelek, ki je korenito spremenil življenje. Ta izdelek je bil Asea. Odkar jo pije, se počuti tako dobro kot še nikoli. Njene misli so izrazite in jasne, njen energijski nivo pa je fenomenalen. A to ni edini razlog, da je nasmejana. Veste, Katarino je učinkovitost Aseje tako navdušila, da je svojo zgodbo o tem povedala svojemu sodelavcu Gregu. Grega je poskusil Asejo in videl zelo lepe rezultate. Zato zdaj vsakič, ko Grega kupi komplet Aseje, Katarina prejme provizijo. Grega je opazil, da je Katarina zaslužila nekaj dodatnega denarja. Tako je zaslutil poslovno priložnost. Obiskal je svojo prijateljico Suzano, ki je izkušena in uspešna podjetnica. Suzana mu je razložila, da je pri evalvaciji poslovne priložnosti treba biti pozoren na 3 stvari. Je izdelek drugačen in unikaten? Ali izdelek ponuja strankam kakšno prednost? Tretjič, ali lahko vse tisto, kar izdelek dela drugačnega in vrednega, ohranimo na dolgi rok? To, kar je rekla Suzana, se je Gregu zdelo smiselno, zato jo je prosil, da mu pomaga oceniti potencial v Aseji. Suzana je začela s prvim vprašanjem. Je Aseja drugačna? Je unikatna? Kaj hitro je dojela, da Aseja ni zgolj eksotični sok. Vitamin. Izdelek proti kožnemu raku ali najnovejši okus šejka. Tudi po tehtnem premisleku Suzana ni mogla najti izdelka, ki bi bil kakorkoli podoben Aseji. Glede zdravja in wellness izdelkov je bila Aseja nekaj tako drugačnega, da se je iz tega porodila nova kategorija. Suzani se je to zelo dopadlo, zato je takoj postavila naslednje vprašanje. Ali Aseja svojim strankam ponuja prednosti? Ali Aseja svojim strankam nudi nekaj, česar drugje ne bodo našli? Suzana je uporabnike Aseje vprašala o njihovem mnenju. Govorila je z Gregom, govorila je s Katarino, govorila je z več 10 uporabniki Aseje. Čisto vsak izmed njih je o tem imel svojo zanimivo zgodbo. Aseja je očitno imela velik vpliv na te ljudi, saj so začutili to drugačnost. A Suzana je šla še dlje. Podala se je na raziskavo znanosti, ki podpira Asejo. Izsledki so jo presenetili. Vsaka študija je pokazala, da ima Aseja občutne učinke na človeško zdravje. Ni čudnega, da so uporabniki izdelkov Aseja doživeli nekaj neverjetnega. Zdaj, ko je Suzana bila prepričana, da je Aseja drugačna in da je strankam dejansko ponujala definitivne prednosti, se je posvetila zadnjemu vprašanju. Ali lahko podjetje, ki stoji za Asejo, ohranja to drugačnost in to prednost? Ali bo uspešnost izdelkov ustvarila številne plagiatorje, ki bodo s svojimi verzijami preplavili trg? Grego je razložila, da je to še kako bistveno vprašanje. Če se bodo plagiatorski izdelki pojavili v diskontih, bodo Grega stranke morda zapustile. V iskanju odgovora na vprašanje je Suzana želela o podjetju izvedeti čim več. Izkazalo se je, da se tudi podjetje imenuje Aseja. Ustanovili so ga 3 izjemno uspešni poslovneži. Ti gospodje so si priskrbeli potrebno tehnologijo in jo razvijali naprej. Pri tem pa so vsak izum posebej zaščitili z varnim patentiranjem. Suzana je spoznala, da je bila upravičenost novo ustvarjene kategorije za Asejo trdna. Ne samo, da je Aseja postala unikatni izdelek, temveč je tudi naprej ostajala trdno na svojem mestu kot edinstven izdelek. Številnimi patenti so zagotovili, da nihče drug ni mogel izdelovati Aseje. Ko je Suzana objavila svoje izsledke, si lahko predstavljate Gregovo navdušenje. Njegov 6. čut je bil potrjen. Aseja je predstavljala krasno novo priložnost. Bil je edinstven izdelek, ki je strankam ponujal izjemne prednosti, takšne prednosti, ki jih nikjer drugje niso videli. Aseja je bila tudi trdno patentirana, zato je Grega bil prepričan, da bodo njegove stranke še naprej njegove stranke. Priložnost za Asejo je bilo točno to, kar je Grega iskal. A Suzanino raziskovanje je pripeljalo do še nekaj boljšega. Ni bila samo Aseja nekaj drugačnega, prednostnega in trajnostnega. Vse to je bilo tudi njeno podjetje. Grega je pozorno poslušal, Suzana pa mu je razložila, da so Aseja, podjetje z mrežnim marketingom, ustanovili 3 možje, ki se z mrežnim marketingom prej niso ukvarjali. Eden od njih je nekje pri 40 zapustil telekomunikacijsko industrijo, drugi je postajal zvezdnik v finančnem sektorju, tretji pa se je umaknil z položaja strateškega podpredsednika Kraft Foods. Zaradi dejstva, da so ti izjemno uspešni poslovneži izbrali mrežni marketing za distribucijski model Aseje, je podjetje postalo zelo, zelo unikatno. Medtem ko je govorila o predanosti ustanoviteljev Aseje individualnemu razvoju vsakega posameznega sodelavca Aseje, je Grega v Suzaninem glasu opazil navdušenje. Suzana še nikoli prej ni videla kaj takega.
kakšna prednost za tiste, ki so se pridružili poslu. Glede na to, da je Suzana izkušena podjetnica, je bila še posebej navdušena nad logičnim in strateškim pristopom, ki so ga ustanovitelji ASEA uporabili pri rasti in širjenju podjetja po svetu. To je podjetje, ki je zgrajeno za trajnost. Še preden je Suzana končala, je Grega bil prepričan. Poklical je Katarino, ki mu je pomagala pri vpisu in izgradnji njegovega posla pri ASEI. Uganite, koga je Grega vpisal že prvi dan. Tako je, Suzano. Pravi, da je to njena najboljša poslovna poteza doslej. Grega, Katarina in Suzana so kmalu vpisali na desetine drugih. To sploh ni bilo težko, saj je ASEA izjemen izdelek, podjetje in priložnost. Njihovo ekipo ASEA sestavljajo različni ljudje. Tisti, ki želijo zaslužiti nekaj $100 na mesec, tisti, ki delajo več in si želijo dodatnega zaslužka, in tisti, ki uživajo v pravi finančni svobodi in jim je še kako mar za svoje zdravje. Katarina temu pravi polovični, polni in najboljši delovni čas. In še prav ima, kajti za vsakega je nekaj. Torej, kaj od tega si želite? Polovičnega, polnega ali najboljšega? ASEA je tukaj, da vam pomaga doseči karkoli, kar ste si zaželeli. Pogovorite se z osebo, ki vam je to informacijo predstavila. Pokazali vam bodo, kako preprosto je dosegati cilje, če se pridružite podjetju in izdelku ASEA.